kinda hočemo narediti zdaj je, da tako si rekel prej, zdaj je nek clash of the generations tule, ko kinda se spila in ta novejša generacija cosplayerji v sceni in vsak bi pokazal, čem zmore narediti. Vsak bi se pokazal, vsak bi mogoče tekmoval, vsak bi prišel na oder, tudi sam za catwalk. Ampak velikokrat, kaj sem jaz osebno opazil, zdaj, ko tako potujemo okrog na ta večjih konih, kar se zna zgoditi, je, se bom pogovarjal z neke cosplayerje ali pa bom pač opazil, da a lot of really talented people si ne upajo iti na odru. In jaz kinda imam feeling, da je to zato, ker tiste, ko smo veterans, myself included, unfortunately, da smo prepogosto on stage. In to zna kinda discouragati ljudi, ker smo eni in ta isti skos na odru. How could they compete ja, with you? Exactly. Oni so level 50, ali pa level 1. Glih to hočem reči, like, veterans na konjih, like, ja, I like being there, I like competing, I like winning, it feels great, ampak nočem nekoga s tem discouragati. Mislim, zato se mi zdi fajn, da običajno te veterane vključijo v komisije. Ja, in zato actually smo kinda splanirali, v bistvu smo se zmenili, da letos predvsej začnemo za Mofukonu, a ne da ne bomo tekmovali kot skupina. Naša skupina noben ne bo tekmoval. Mi smo na Mofukonu zato, da nudimo svojo pomoč. Da podpiramo Tako. nove cosplayere, tiste, ki si želijo tekmovati. Da smo tam za njih, da za njih navijamo, ne? Da jim Tako. pomagamo skozi to. Da mi stopimo strani spotlighta, pa damo njim ta spotlight. Exactly. Ker se zdi, da je preveč spotlighta na nas, ki smo veterans. Ja. Razumem vaš reasoning, jaz bi mogoče ponudil še en sekundarni pogled. Osebno, ko sem pač gledal vaše nastope, vaš nivo cosplaya, izdelave cosplaya, sem jaz dobil osebno zanos, da skušam narediti cosplay, ki bi se lahko kosal in premagal posledično na tekmovanju nekoč ta cosplay. Se pravi, mene je podžgalo, ko sem videl, da dejansko tekmujete. To je super. Če ne bi nikoli več tekmovali, potem bi jaz bil disincentiviran, da še kdaj nastopam, ker potem, potem se dejansko nivo, se pravi, ta raven tekmovalnosti zniža, ne? In jaz pridem s huge, res dobro narejenim cosplayem, ostali cosplayeri so pa pač začetniki in zdaj jaz se mogoče bom potem počutil slabo, ker sem res zelo dobro naredil cosplay, vi se odločili ne tekmovati in ali naj zdaj očitno zmagam, ni sploh nobene tekmovalnosti, ali naj preprosto odstopim, veš. In zdaj, kje je tista meja, ne? Jaz bi rekel, da mogoče se ne toliko vzeti srcu, da vedno nastopate, ker ni nujno, da ne pač ponujete ta nekako blokado, ker ni nujno, ne? Nekateri so pač s tem počkali. Jaz osebno sem bil, in mogoče nisem edini. Ne, verjetno, da nisi, ker kar je meni... Se mogoče malo narobe gledate, ne? Fajn bi bilo, da so recimo dobri cosplay še zmer tekmujejo, zato ker v bistvu, ker držijo ta nek nivo, da vsi gledajo, imate res pa tudi nekaj tazga delo, ne? Ampak da še zmeraj pa obstaja tekmovanja, kjer so newcomeri lahko imajo možnost dobiti določene nagrade. Mogoče za novince naredijo posebno kategorijo. Je obstajala na Malkonu, je obstajala par let nazaj. Lahko tukaj noto skočem in do mene je že prišlo dosti mlajših cosplayerov, začetnikov, ki so bili tak, ful si želim tekmovati, ful bi rad, ampak ko vidim, da eni in isti zmagujete, ko ste vse eni in isti na odru, me je strah. Ne upam si, nimam dovolj volje, ker mislim, da je tukaj rešitev predvsem to, komunikacija, da vsi novinci imajo priložnost tekmovati in zmagati v svojih kategorijah in še vedno imajo vsi možnost nastopati. Oziroma imajo sprav incentivo nastopati. Ne? Če se lahko malo priklopim do not. To, kar si prej rekel, je kinda stikalo z mano, ker jaz tudi, ko sem začel cosplayati, predvsej Jan, ko sem videl njegove cosplaye, smo nekako ratala rivale a little bit, ker sem mislil, jaz to hočem dosežiti, pa predstavljaj si, da on ne bi hotel. Sej vem, kaj misliš, ampak fora je tudi o tem, like,
two sides of the same coin. Eni bojo inspired by you in te bojo hoteli premagati, ker si tisti unreachable wall, anime moment right here. Jaz sem All Might, ti si Midoriya, unreachable wall, not really. Eni imajo take momente, ene so pa actually discouraged, ker naprimer greš na en kon. Mi pridemo, clean house, ok, amazing, super so bili, bom naslednjič tekmoval. Prideš naslednji kon, mogoče celo isto leto, pač par mesecev narazen, tako zdaj. Vidiš, spet smo na odru. Ok. Spet clean That's not really that nice, ampak mogoče bom zmagal. We take the win again. Ok, not that good. Pri tretji konci že kaj da, to mi je že malo hecno. Pa predvsej, naprimer, jaz zdaj, ko sem na Shaxa delo. I wanna wear this guy everywhere. Jaz ga hočem imeti konstantno, ker če bi ga imel kot second skin, bi ga imel. Čeprav umiram od vročine. Ampak jaz osebno se ne počutim tako dobro, da bi zdaj jaz šel za Shaxom spet tekmovati. Vsaj letos ne. I would feel like shit. Ker vem, da je zmagovalni cosplay. I won in this. I know I can win again. Yeah. But how am I gonna feel? Kako sem jaz počutil na koncu? Jaz mislim, da bi mogli žrtvovati leto ali pa dve, zaradi tega, ker imamo zdaj ta merch generacij, ampak žrtvovati v smislu, da vi vseeno nastopate in zdaj tisti del novincev, en del novincev, bo preprosto encourage, da naredi nek dober cosplay, s tem bojo ustvarili precedens. Tisti, ki so bolj šaj, pa si ne upajo ali pa nočejo, bodo videli, obstaja, mislim, če se bolj potrudim naslednje leto, mogoče lahko tekmujem z njima. Namesto, da bojo vedno mogoče omejeni z to blokado, nimam dosti financ ali pa nimam možnosti pridobiti tega materiala, ker cosplay se da narediti s kakšnim koli materialom, zelo poceni lahko narediš zelo dober izgled. 100%. Tako da te pa tekmujete vsaka soda leta, pa ne tekmujete vsaka sila. Ne bomo nehali. Ampak samo kot makon, pa se vprečem mofokon, stara navada, sorry. Društvo je še vedno makon. Okay, no, to ime je meni pri srcu, sorry. In zame je pač makon. In tako, ko sem se, jaz bi rada bila tista, ko sem tisti cosplay medic njim na voljo, ker vem, kako je bilo, ko sem meni cosplay strgal, nisem imela koga, da bi mi to popravil in zato pač zame, naprimer, da ne bom, ker lani sem zmagala na Mofokonu v kategoriji šivanja z Firekeeperjem in meni ne bi bilo letos, meni osebno, cool, da grem še enkrat, pa še enkrat cleanam house. Raj spustim, dam drugim prednost, da se drugi pokažejo, da dam ta spotlight, pač damo na njih, pa sem v ozadju, pa jih čiramom, pa jim pomagam. To je pač vsej my side of the coin. Jaz tako osebno sam sebi vidim to kot Makon je za cosplayer tako je način kot Crucible. Vsi, ko smo tule, smo bili forđani na Makonu, vsi smo tam neki zmagali, vsi smo tam začeli cosplayati in vsi smo zdaj tu in smo tako daleč, zato ker smo na Makonu začeli. To ti da tisti incentive. Jaz, ko sem prvič dobil performance, medal na Makonu, my guy, that became my personality. Jaz sem začel, in po tati logiki smo razmišljali, ok, letos ne bomo tekmovali, bomo dali spotlighta novim, da še koga novejšega cosplayera forđamo v neki Shining Phoenix, veš. Pravilno imaš, ne bomo vsako leto imeli Assassin's Creed novega, bomo počakali. Exactly. Do uri imamo druge kone, gremo letos na Unicorn, gremo z Darjem Greva celo na Vienna Comic Con, je Kokorokon v februarju v Avstriji. 1 milijon konov. Več kot 20 konov je, da gremo tekmovati, zdaj, ko smo na home turfu, boljš, da pustimo ta novejših, at least from my point of view. Če lahko sam dodam, pač po mojem... Pač jaz sem takega mnenja, da ni nujno, da tekmuješ, da pač intiviraš, ali da si nek, kako bi rekla, nek idol za ta mlajše, ker jaz bom rekla tako, ko sem bila sam cosplay, enega cosplaya sem bila, ni sploh tekmoval, enostavno pač mi je bil všeč cosplay, tako da po mojem ne rabiš sploh tekmovati, ker že sam da vidiš, da nekdo ima dober cosplay. In tebi všeč, pač ti že tam ti začne hočem pač priti na tem levelu, hočem jaz se izboljšati. Če potem hočeš iti na tekmovanju, ok, fajn, ampak po mojem ni to nujno, da zmagaš. Seveda je en achievement, ampak pač mislim, da je mentally lažje stopiti na odru, ko misliš, da imaš šanso do zmage. Ja, tudi res. Ker če, naprimer, jaz ko smo zdaj bili na Ani Nightu, veliko cosplayerov je bilo.
A lot of cool cosplays. Foam Pusher je celo bil Guts iz Berserka. Sablo, armor. I felt intimidated. Jaz sem bil tako intimidated for the first time in a long time. In sem bil tako, like, okay. Ampak si ga premagal? Ali ga je Jan premagal? Ne, jaz sem ga premagal. Okay, Jan je pol bil v drugo kategorijo. Okay. In sem bil tako, okay, like, zdaj sem kind of fired up, ampak sem že na tem nivoju. Ne počutim se like, tako, da imam manj skill, ko pa testi folko je tule. Like, I'm on the same level, tako da imam šanso zmagati. And I feel good about going to this competition. Ne? Če pa bi bil, recimo, 2016 jaz, tam, ko so še Pink Guy bile na Maku, no? Če bi 2016 Dario zdaj bil na Ani Nightu, pa bi videl vse te cosplayere, jaz bi se kar obrnil pa šel stran. Realistically speaking, it is very intimidating, ko like experienced cosplayere so tja. In pol imaš to opcijo, like, okay, kaj pa če imamo različne kategorije za cosplay? Tako je zdaj imel Ani Night, ampak da imaš tudi nek beginner-friendly cosplay. Unicorn ima to, mislim, da imajo 3 različne kategorije, vse imeli so. Sem pol veš, kaj zna biti problem? Experienced cosplayeri, ko so mogoče bolj underground, pridejo pa tekmujejo na beginner cosplay. Ali pa na manjših konvencijah. Ja. In pol je to še spet problem. Ni glih neka rešitev. Sandbagging. Mislim, da je tukaj odgovornost predvsem na žiri oziroma v procesu prijave, kjer jih morajo dejansko evaluatati, ali je nekdo beginner ali ne. Tukaj moraš postavljati določene standarde. Mislim, da je... Videzno lahko načeloma opaziš, kdo je experience, kdo ni, v redkih primerih. Nekdo, ko je dejansko beginner, lahko naredi nekaj, kar je profi level. To smo videli na NMN-ju. Naš dragi Revenant, ko je bil. Prvi cosplay je bil njegov, kak že ima tag na Instagram? Vzdovc, pač Vid. Ja, Vid. Kaj je že cosplay? Revenant iz Apex Legends. Prvi cosplay. Ja. Mislim, da to je bil že drugi cosplay, ker je že enkrat zmagal na MNU. Ne spomnim se zakaj prejšnjega, ampak za beginner cosplayer, ko je toliko cajta vložil na sami research, pa je dejansko pull out pro level cosplay, je kind of pol vidiš, tako like, ta linija med pro pa beginner postane kar blurry, ker nisi ziher. Tudi kot judge, če bi jaz gledal njegov cosplay, pa nekdo ko like, vem, da cosplay je leta in leta, bi bil tak like, Dario, veš še kaj? Sem hotela dodati, da mogoče tle tudi razlika, koliko si star, pa koliko izkušnje imaš. Če seveda si 16, pa nimaš pojma in potem se odločiš pri 25, jaz bom to naredil, pač malček starejši si, neko malenkost izkušnje imaš več. Tudi to, budget se ti veča mislim, da bi lahko prevzel sistem iz športa ali pa je športa, kjer je rookie tretiran kot nekdo, ki ni nikoli nastopil v tej ligi. Se pravi, če ti nisi nikoli nastopil na nobenem tekmovanju, potem si noob. Ne? Potem začenjaš znova, začenjaš prvič Sam polje vprašanje, kako vemo, da dejansko nisi tekmoval? Sem rekel, ta evaluacija je na strani prijava, ne? Se pravi žirije, kdorkoli je pač tam, ne? Da naredijo proper backtracking. Malo researchajo osebo. Zato zna biti težko, ker par let nazaj na Anime Izola sem bila v žuriji, ker sem tudi pač takrat, kot sem bila še članica. In smo imeli tudi tekmovalci iz Italije. Seveda smo jih vprašali, a to je vaše prvo tekmovanje, drugo, tretje, a ste že zmagali slučajno. In se je zgodilo to, da prvo mesto, punca je se zlagala. Seveda mi tega nismo vedeli, pač jaz nisem vedela, druge 2 punci, ki so z mano v žiriji bile, mi tega nismo vedeli. Pač ona je opisala izdelavo kostuma, kako je pač dejansko izdelala. Ko smo jo vprašali, če je že zmagala, je rekla, ne, nisem tekmovala, ne, nisem zmagala. Jaz zatem sem šla malček bolj researchati, gledati njen account in sem izvedela, da je že zmagala s tistim kostumom. Torej si po researchu videla, dejansko si imela preprost dostop do njenega social in si videla, da je nastopala. Ne? Torej, ampak to je bilo po konvenciji. To je nekaj, kar bi mogli se prenesti pred. Sem nekateri pač ne objavljajo pač zmago ali nekaj drugega. Pač zdaj odvisno. Če zdaj omenimo, na primer, Instagram, nekateri pač objavijo, da sem prvo mesto zmagal, imaš pa certifikat, imaš medaljo, imaš vse. Ampak nekateri enostavno tega ne naredijo, dajo sem na storju, prvo mesto sem zmagal. Zdaj,
če ti tisti story ne daš, seveda ne sejvaš, ali enostavno nisi že pogledal, ali nimaš ti kontaktov, ne veš. S tem pač to moraš preprosto, I guess, na en način tudi tvegati. Ker če ti ne živiš na internetu, nisi nikoli v življenju objavil, da si kjerkoli tekmoval ali celo zmagal, to se mi zdi skoraj neverjetno, da ne bi nikjer objavil, da si zmagal. Ne, jaz sem na kvizu zmagal, nikjer nisem objavil. Govorimo o cosplayu, cosplay je bolj vizualen medij. Moj bog napisal. Če ne bi nikjer tega objavil, potem si naredil tak precedent, ampak zdaj si pač prvič bil posnet, recimo na Mofokonu, tega noš mogo nikoli več narediti. To seveda, to pač imaš... Za koncu je tudi odvisno od eventov, ali objavljajo recimo zmagovalce na spletno stran. Ker nama načeloma jih objavlja, to se pravi z imenom Primkom, pa kjer cosplay je bil in to. Ampak ponavadi tudi sami posamezni. Na ta način lahko posrčeš, osebo posrčeš in vidiš, na tem eventu si bil, pa na tem eventu si bil, pa tem eventu si bil. Imaš neki backtrack lahko. Ampak to so že večji eventi. Za neka usklajena baza bi bila smiselna, ne? Ampak usklajena ne, no. Saj je to, da se objavi, recimo, kdo je bil ta oseba, ki je zmagala. Ne, mislim, ker tako, po mojem, da ni mogoče prvič dobro oceniti, kje je. Mislim, sej enako na teh šahovskih turnirjih ali pa na Go turnirjih, ti prijaviš nek svoj rank na začetku, potem šele po prvem turnirju lahko bolje oceniš, kje oseba dejansko je. Ne, se morda oseba sama v bistvu ne ve, v končni fazi. Mislim, da nimamo toliko cosplayerjev, da bi se to ponavljalo leto za letom. Tako da, mogoče 1, 2, 3 primere bi se lahko vidim v naslednjih 5 letih, da bi se zgodili, zdaj pa vsako leto, I don't even see. Ne, vsako leto pač ne. Nimamo toliko cosplayerjev, kot prvič. Tako da mislim, da je smiselno, da se na Mofokonu, mogoče upam, da organizatorji malo razmišljajo o tem, da bi raje naredili selekcijo glede na izkušnje, da odstopajo dobri cosplayerji. Mislim morda, ampak po mojem mnenju tako na dolgi rok je self-solvable. No? Pač se samo reši. Zaradi tega, ker je vse več dogodkov, cosplayerji so tam pač pulz se ne veča spet do te mere. In veš, ki oseba leži. Če pač lahko, tako bom rekel, če lahko pomagamo k tem, da se to čim prej self-solva, bomo probali pomagati k tem. Če lahko pušnemo agenda malo prej, nam je 5 let, da bo v 4. Why the hell not, ne? To ste zdaj vi, the cosplay police. Police smo cosplay support. Cosplay criminal. Support, kaj drugega, kot pač res hočemo sam dober community, da je čim manj te drame, da je čim manj težav, da smo pač res tisti mediji, like, no fighting, no cheating, no biganje shol. Be nice. Pač... No stalking. To je tak. I love this community, tako da če lahko pomagam na kakršen koli način, razen to, da sem pač like a symbol of fear. Zakaj pa ne? Watch your back.